Gledate gorenjska poročila na GIF TV. Rekreativni kolesarji imajo priložnost izkusiti prestižno dirko po Franciji na slovenskih tleh v amaterski različici. S tem postanejo del svetovne serije La Etape, ki poteka v 25 državah po vsem svetu. Prireditev pod okriljem blagovne znamke La Etape Slovenija v Kranju poteka od leta 2022 in tako bo tudi letos septembra. Predstavili so jo na novinarski konferenci. Mestna občina Kranj je definitivno športno mesto in letos dokazujemo, da smo pa res pravo kolesarsko mesto, 4 dirke bomo imeli. Seveda, La Etape je tista naša zgodba, ki jo peljemo skupaj z organizatorjem že 5. leto, torej 5. zapored organiziramo to dirko pod okriljem Tour de France, kar nam seveda daje neko mednarodno priznanje, predvsem pa lani smo dobili naziv kolesarsko mesto, v bistvu prvi kraj, prvo mesto, ki še ni priredilo profesionalne dirke Tour de France, pa smo vseeno dobili ta naziv. Ambasador slovenske etapne preizkušnje rekreativne Tour de France je vrhunski kranjski kolesar Matej Mohorič, ki že desetletja niza uspehe na dirkah najvišje svetovne ravni. Kaj vam pomeni ambasadorstvo te dirke v Kranju in kako naj se ravnamo? Pomeni mi zelo veliko. Z veseljem prihajam vsako leto v Kranj in vidim vse te nasmejane obraze vseh, ki se z veseljem podajo na traso in se pomerijo predvsem sami sabo, predvsem pa uživajo v tej izkušnji. Čisto primerljivi s pravo etapo dirke po Franciji, ki je organizirana na zelo visokem nivoju in kjer lahko v enem dnevu res doživijo pravi festival kolesarstva. Vendar pa ne smemo pozabiti vsem tem na varnost. Tako je, ja, mi želimo opozarjati udeležence, da kljub temu, da je cesta zaprta in da je za varnost poskrbljena na najvišjem nivoju, da vseeno so ranljivi in da so kljub vsemu pač udeleženci v prometu z ostalimi, ki so takrat skupaj na trasi in da je fino, da smo strpni drug do drugega, da si damo dovolj prostora in dovolj časa, da odreagiramo na kakšno nepredvideno situacijo in da vsi varno pridemo do cilja. Gospod Sušan, veliko je kolesarjev te dni na cestah v vsakdanjem življenju, ne samo na kolesarskih dirkah, na kaj je treba posebej opozoriti? Upozoril bi, da smo na cesti odvisni eno od drugega. Tako vozniki osebnih avtomobilov, kot tudi šibkejši udeleženci v prometu. Tu gre predvsem za pešce, kolesarje in pa sedaj v zadnjem času tudi voznike električnih skirojev. Je pa zanimivo verjetno izkušnja voziti kolesarsko dirko. Seveda, vsaka taka dogodek, kot smo ga danes predstavili, je svojevrsten izziv. Vsaka dirka, vsaka rekreativna dirka pomeni neko novo učenje tudi za policijo, vendar z leti smo vseeno se toliko naučili, da skušamo zagotavljati čim boljšo varnost na takih prireditvah. To pomeni več policistov v križiščih in pa več našega mobilnega spremstva z našimi policisti, motoristi in pa službenimi vozili. Mi pa da upoštevamo vaše njihove znake. Tako je. Pogosto vozniki in pa drugi udeleženci pozabljajo pomen rdeče modre luči na službenih vozilih policije, ki pomeni, da morajo ta vozila obvezno ustaviti. Ne se voziti naprej, obvezno ustaviti, se pomakniti izven ceste tam, kjer se da, predvsem pa počakati, da grejo vsi kolesarji mimo, vključno z našim zadnjim vozilom v koloni. Kranj je kolesarsko mesto, mora biti na policijski postaji polagate več pozornosti pri uvajanju reda na cesti? Tako je, vendar ne moremo biti na vseh mestih hkrati se pa zavedamo, da tudi sam poostren nadzor in same kazni ne bodo prinašale dolgoročnih učinkov, zato naši policisti pogosto obiskujejo tudi šole ali pa društva upokojencev na povabila, kjer jim skušamo povedati osnovna prometna pravila, na kaj ne bodo pozorni, predvsem pa otroke vzgajati, da ni samo telefon in pa slušalke v prometu, kar pogosto vidimo na cestah. La Etape Slovenija ponuja edinstveno priložnost za nov osebnostni kolesarski izziv in pravo turistično avanturo po cestah zelene in razgibane Gorenjske. Dvodnevni kolesarski festival bo potekal v Kranju 5. in 6. septembra.
Dirka bo šele jeseni, 5. in 6. septembra. Kaj boste počeli vse do takrat? Ja, jaz sem ravno včeraj zaključil priprave na poletni del sezone. Zdaj se odpravljam v Francijo v Alpe na Dauphiné, potem pa me čaka državno prvenstvo, konec junija, pa potem dirka po Franciji. Je lepo biti kolesar? Ja, jaz v tem uživam že nekaj let in upam, da še kakšno leto bom.